Društvo Marigenus je bilo ustanovljeno v letu 2001. Od leta 2002 pa poteka dolgoročni projekt, in to je tudi glavni projekt društva, to je slovenski projekt za delfine. Ta projekt je osredotočen na raziskovanje, monitoring in tudi varstvo edine vrste delfinov, ki je pri nas velika pliskavka. Poleg tega glavnega projekta se seveda osredotočamo oziroma veliko pozornosti namenjamo tudi ozaveščanju javnosti, namreč danes veliko ljudi recimo sploh ne ve, da so delfini tukaj tudi pri nas v slovenskem morju. Zdaj smo jih identificirali že več kot 150, s tem, da približno 70 do 100 je toliko delfinov, ki jih praktično res videvamo tukaj preko celega leta. Eni so tukaj bolj pogosto, recimo eni res samo pridejo in grejo, medtem ko tam približno 100 je res takšnih, ki bi lahko rekli, da so domačini tukaj. Ja, tipično raziskovanje v bistvu poteka na ta način, da ponavadi se ekipa razdeli v dve ekipi. Ena gre na kopensko opazovalno točko in poskuša delfine pač iz višjih razglednih točk poiskati z daljnogledi, medtem ko drugi del ekipe se odpravi na čoln in gre bolj na odprto in poskuša delfine najti tam. Glavna metoda, ki jo uporabljamo, je fotoidentifikacija. To je v bistvu, že sama metoda pove, da se delfine identificira preko fotografij. In to potem počnemo tudi, ko smo z njimi in ko jih spremljamo. Delfine, glavni cilj med drugim je tudi to, da vse delfine v skupini pofotografiramo, namreč vsak ima drugačno hrbtno plavut. To je tudi najbolj izpostavljen del, ki se vedno vidi, ko delfin pride na površje. Tako da na podlagi teh oznak, ki jih vidimo potem na fotografijah, mi delfine poimenujemo. Lahko bi jim dali recimo tudi kode, ampak prijetno je in lažje je delati z imeni, tako da smo se odločili za imena. Tako da vsak delfin, ki ga prepoznamo, dobi svoje ime in potem ga uvrstimo v naš katalog. Potem točno vemo recimo, kdaj in kje smo tega delfina videvali, med drugim recimo tudi s katerimi delfini se bolj druži. Veliko stvari na ta način lahko izvemo. Med drugim se ugotavlja recimo tudi sama distribucija, območje, ki ga uporabljajo določeni delfini, potem lahko se tudi rodnost, smrtnost in podobno na ta način ugotavlja. Ene izmed zelo zanimivih ugotovitev v zadnjih letih recimo so to, da populacija delfinov, ki je tukaj pri nas v severnem Jadranu, se ne meša z populacijo velike pliskavke nižje v okolici Cresa in Lošinja. Torej, gre za dve vsaj delno ločeni populaciji, namreč fotoidentifikacija ni pripeljala do nobenih istih delfinov, ko smo primerjali kataloge, tako da vemo, da se naši ne zadržujejo tam in ne obratno. Poleg tega so druge zanimive stvari tudi to, recimo, da smo ugotovili preko analiz socialne strukture naših delfinov, da imamo tu dve nekoliko večji skupini, ki uporabljata isto območje, ampak ob različnih časovnih intervalih in pa tudi njihovo obnašanje recimo v primerjavi z ribištvom je nekoliko drugačno. Na delfine lahko vpliva več negativnih dejavnikov, tudi tukaj pri nas, recimo to ni izjema. Eden izmed takšnih recimo je tudi pomorski promet. Namreč podvodni hrup lahko delfine zelo moti. Delfinov glavni čut je v bistvu sluh. Delfini se sluhom sporazumevajo, se orientirajo in si iščejo hrano. Potem druga še ena nevarnost je pa tudi onesnaženje. Zadnje čase recimo se dosti govori tudi o onesnaženju z plastiko v morju. Tudi to je pri nas problem. Tudi mi smo že opazili delfine, recimo, ki se igrajo s plastiko na morju. Kaj hitro se lahko zgodi, da plastiko delfin pogoltne in pač se zamaši oziroma mu zamaši prebavni sistem in enostavno lahko delfin zaradi tega tudi pogine. Zaenkrat ti delfini tukaj pri nas še so. Smo veseli, da vidimo, da pač vsako leto videvamo, da je to še vedno zelo pomemben del njihovega območja. Je pa res, da recimo še pred dobrimi 40 leti je bila tukaj prisotna še ena vrsta delfina, navadni delfin, ki je na žalost prav iz Jadranskega morja zdaj že povsem izumrla vrsta. Tako da, če želimo, da te delfine tukaj pri nas ohranimo, tudi da ohranimo eno zdrav morski ekosistem tukaj pri nas, je tudi zelo pomembno, da ta vrsta tukaj pri nas ostane.
Tako da je zelo pomembno, no, da gledamo na to, da recimo se obnašamo odgovorno, ko smo na morju, da jim omogočimo tudi, da pač imajo eno normalen in zdrav habitat, v katerem lahko živijo, no. In ena izmed stvari, ki jih lahko tudi vsak posameznik naredi, je tudi to, da pazimo na to, kaj odlagamo oziroma ne odlagamo v morje, ne, da se ločuje, da se pazi, ko se gre iz plaže, da za sabo se odnesemo in tako.